Potem en mit, ko ga prepogosto slišim, je, da je uhajanje urina po porodu normalno. Ampak potem se mi je zgodilo življenje in spoznala sem mojega trenutnega in upam, da ostane moža. Je kar zanimivo. Moram reči, da so boljši dnevi, pa da so slabši dnevi in da sem mogoče se zdaj nekako naučila pa sprejela, da ne moram vedno biti perfektna in žena in mama in v službi. Danes je z mano Neža Vene Pongrac. Je fizioterapevtka, je podjetnica, mama in žena, ki se osredotoča na razumevanje ženskega telesa skozi gibanje. Po selitvi v Velenje je začela svojo podjetniško zgodbo, odprla svoj studio, kjer lahko ženske vseh starosti, tudi nosečnice in tiste po porodu, vadimo varno in sproščeno. Tudi sama hodim k Neži na Reformer Pilates in lahko iz prve roke povem, da je res super in da sem vesela, da je danes moja gostja. Neža, dobrodošla. Hvala. Neža, daj mi za začetek povej, mama čvek ob mači, kaj je tisto, kaj se ti ponavadi naročiš, ko greš s prijateljicami na čvek? Ponavadi je to čaj, Okay. ampak vedno ob dobri hrani. A pa piješ kavo drugače? Ne pijem kave. Nikoli nisi jel? Ne, Kaj ti okus ni nikoli. všeč? Nisem bila nikoli v bistvu vajena, doma ati in mami dve ne pije kave, okej. teda mogoče nisem imela nekih takih ritualov. Ja. Potem kasneje sem enkrat probala v srednji šoli, ko sem se učila za maturo, sem rekla, zdaj moram stisniti, a ne bom Ja, si ja. naredila kavo. Bila sem cel večer na WC-ju. A res? Ok, pa razumem, zakaj ne piješ Tako kave? da Ja. sem rajš na čaju pa mači. Ok, pa smo verjeli, super dan ste le pripravljeni. Super. Pa greva zdaj k resnim vprašanjem in sicer me zanima tvoji začetki. Zakaj si se odločila za študij fizioterapije? Ja, to je kar zanimiva zgodba. In sicer pri 13 letih sem si poškodovala koleno pri karateju in to je bila kar resna poškodba. Sledila je operacija in zelo dolga rehabilitacija. In sem v bistvu skoraj živela v Šmarjeških Toplicah na fizioterapiji in spoznala res dober poklic fizioterapevta in sem rekla, to si želim biti jaz, da pomagam, ker moje koleno je bilo v tako slabem stanju, da mi je celo ena fizioterapeutka prej v zdravstvenem domu rekla, ta punca ne bo nikoli več hodila. No, zdaj tečem. Tako da sem še danes hvaležna ekipi, da me je spravila na noge in tu se je tudi razvila pol neka strast do fizioterapije. Mislim, si se že takrat odločila, da bi bilo to nekaj, kar bi rada Počela. Ja. počela. Ja, Zanimivo tako je, da- da te take neke osebne življenjske izkušnje pol pripeljejo na neko tako pot. Res je. Pa kdaj obžaluješ to odločitev ali Ne. ti je fajn? Iskreno niti ne vem, kje bi bila drugje kot tu, kjer sem zdaj. Sicer vmes, pol, ko sem šla študirati, je bilo parkrat malo težko, pa sem rekla, mogoče bi šla pa raje za medicinsko sestro, ampak sem vztrajala in mi ni žal. Tako da. Kako si jo bolj prišla na idejo, da bi imela svoj studio? To nikoli ni bila niti ideja. Okay. Jaz sem imela v bistvu kadrovsko štipendijo od Krke, teda mene je služba čakala doma na Dolenjskem, stan, kjer sem. Ampak potem se mi je zgodilo življenje in spoznala sem mojega trenutnega in upam, da ostane moža. Vrnila vso štipendijo in se preselila v Velenje. A mogla si vse vrniti, kaj? Vse Okay. plus obresti. Aha, okay. Teda, tega je bilo kar dosti, ja, tako da Ja, v bistvu sem štartala iz nule, če tako rečemo. In pa, ko si prišla v Velenje, kak je pa pol proces, da si prišla do tega, kjer si danes? Ja, ta zgodba je kar zanimiva. Ko sem se preselila v Velenje, sem bila noseča in to je bilo v času covida, ko je bilo vse zaprto, bil je lockdown. Jaz sem sicer že prej delala v Ljubljani, v enem fitnessu, imela sem svoje stranke tam, ampak zaradi Ja. covida sem mogla se odločiti, kje bom in sem rekla, raje se preselim v Velenje. Teda par strank sem obdržala in smo imeli online vadbe, potem sem pa tako šla roditi. Tako da, ja, tako da je bilo kar tudi iz finančnega vidika kar zanimivo obdobje. Jaz sem bila glih po končanem faksu, torej brez neke redne zaposlitve, brez neke socialne varnosti. Moj je takrat glih odprl SP, je začel svojo pot. Teda, ja, ni bilo glih enostavno. Ja. Kako pa naslednji korak, kako je šel pa ta pot naprej, po nosečnosti in po porodu? Ja, zopet je bil nek finančni, ne bom rekla breme, ampak jaz sem takrat dobivala, ne vem, kako se reče, pomoč okrog 400 evrov, zdaj pa ti predstavljaj. Kot neka porodniška varianta. Nekaj na ta način. Ja. Sicer sem faks zaključila vse pravočasno, teda sem bila diplomirana fizioterapevtka,
služb ni bilo, v Velenju se v tistem času ni iskalo, tako da mi ni preostalo drugega, kot da probam sama in sem odprla SP in začela delati. Najprej je bila ena stranka, potem 2, 3 in počasi sem odprla skupine. Skupine sem imela Strong Class, to je bilo res lepo obdobje, ko smo skupaj migale. Potem pa s časoma so mi stranke začele se pritoževati, da jih moti gužva v fitnesih, da jih moti glasba, da rabijo več miru in potem sem začela študirati, kaj bomo naredili, da jim pridemo nasproti. In pa sem doma rekla, jaz grem za sebe v neke prostore, moram to narediti. In sem si rekla, ne, pa to je najemnina, pa to so dodatni stroški, pa ni tako enostavno. Ampak sem rekla, pač to moramo narediti. In takrat sem Atija vprašala za pomoč, sem rekla, da ti si tak, kaj bi mi svetoval, ker vsi so rekli, ne to delati, najlažje, da nekje si. In mi je rekel, če v enem letu ne profitiraš, torej, da nimaš več strank, potem pet nazaj. In se boš nekaj naučila. Ana, da ne boš rekla kasneje, da ti bo žal, ker nisi nikoli probala. In res sem šla za sebe, število strank se je povečalo, vse so bile zelo zadovoljne in zdaj se v aprilu, že prej, v februarju selimo v nove, še večje prostore. Torej zdaj že drugi studio Zdaj že drugi studio. je v nastanju. Na kak način si pa v bistvu dobila oziroma še dobivaš stranke? Si rekla, da baza raste, a ne? Na kak način zgradiš to skupnost žensk? Po moje je najbolj pomembno, vsaj iz mojega vidika, kakor jaz gledam, kakovost. Torej, da res delaš strokovno, da se posvetiš vsaki posameznici posebej, jo pogledaš kot celota, torej, da vidiš tudi njeno počutje, njene zdravstvene težave in tako naprej. Drugače pa največ, kar se nekega marketinga tiče, je od ust do ust. Še vedno, ko je stranka zadovoljna, pove svoji kolegici, pove sodelavki, povabi mamo, imam kar nekaj mam, pa hčeri, ko hodijo. Tako da, ja, je tudi social media, seveda Instagram, Facebook, ampak tudi tiste, ki pridejo od ust do ust, ponavadi ostanejo. Ja. Kako je pa v bistvu, ko prideš v nek nov kraj, pa verjetno tukaj nisi nobenega poznala, nisi imela nekih prijateljic, kako je bilo v bistvu zgraditi nekako na novo, si živela neprofesionalno, si nam zdaj povedala, kaj pa osebno, kako je to na tebe osebno vplivalo, da nisi dejansko tudi nobenega poznala in da si mogla v bistvu poiskati neke nove prijatelje, neko skupnost novo? Ja, je kar zahtevno. Mogoče sem imela to srečo, da je imel moj mož tako fajne prijatelje, da sem jih malo posvojila, tudi jaz. Drugače pa, ko sem rodila, predstavljaj si, da greš v nek nov kraj, kjer nikoga ne poznaš. Lahko rečem, da me neke tudi poporodne depresije in vsega skupaj reševala glih ta skupnost žensk, strank, s katerimi smo si malo pojambrale, s katerimi smo rasle skupaj in še vedno rastemo. Teda jaz bi rekla, da so stranke tiste, s katerimi sem potem začela spoznavati širšo skupnost. In tudi pol našla še kako kolegico več. Ker prej sem živela v Ljubljani in seveda itak živijo drugje. Ja. Kaj pa neka največja zmota, ki si jo mislila, ki si imela na začetku, ko si začela zgraditi svojo skupnost, pa se je pol izkazala za čisto nekaj druga? Mogoče, da sem mislila, ker me noben ne pozna, da ne bo noben prišel k meni. Ampak tako sem prej omenila, ena stranka, pa je bilo malo lažje. Pa mogoče imam tudi ta privilegij, da je moj tudi osebni trener, da imajo pozitivne izkušnje z njim in so mogoče mi lažje zaupale tudi meni, potem posledično. Da bi imela neke zmote od njih ali pa neke predstave, pa v bistvu jih nikoli nisem imela. No. Kakva pa je tvoja želja zdaj si seka se na novo selitev, nov studio, ko mi čakamo, a ne? Pa me zanima, kak je zdaj cilj s tem studio? Kaj želiš s tem zdaj doseči, a se širiti, ali mislim, ne? Kak so tvoji cilji? Tako. Dobro vprašanje. Če to vprašate kako mojo, ko delamo skupaj, bo rekla, ne, že imate vsak teden neke nove cilje. Ampak zdaj sem se nekako odločila, da mi je cilj ohraniti kvaliteto. V letu 2026 na še več izobraževanj
iz Pilatesa, tudi v tujini. Lani sem bila v Sevilji, letos je plan še kam drugam. In pa mogoče se širi tudi online. Da lahko tudi našim strankam ponudimo poleg redne vadbe, da lahko tudi same doma naredijo kako vadbo, še kot kak bonus, kaj takega. Pa imaš namen, cilj ostati v Velenju, ali se da tu širiti v kakšne druge kraje, ali to še nisi razmišljala, to ne boš povedala, ne vem. Ja, moje želje na začetku, ko sem bila še na faksu, so bile se preseliti na Finsko. In živeti na Finskem. Zanimivo, kaj, nimaš rada toplote? Mama, obožujem toploto, ampak ljudje so bili res topli in njihov sistem, sploh zdravstveni, je vrhunski. Ampak, kot sem že omenila, sem spoznala moža. Z Velenja. Kje iz Velenja? Velenje je zakon. In on nekako, kako že pravite Velenčani, da ti greš lahko iz Velenja, ampak Velenje nikoli ne gre iz tebe, ali nekaj takega. Teda, on je zelo patriotski, če lahko tako rečem, teda verjetno bomo ostali tu. No. Zdaj pa mogoče, veliko smo govorili o studiu, pa me zanima, v bistvu, katere storitve vse ponujaš, kaj je vse na voljo, s čim vse se ukvarjaš, to nismo še povedali. Tako, v studiu se ukvarjamo s Pilatesom, vadbo za moč, potem imamo Pilates Reformer, imamo tudi individualne vadbe, potem vadbe za nosečnice, mamice po porodu in pa obravnave. Kaj pa bi rekla, da najbolj pogrešaš pri vadbi za ženske v nekih klasičnih fitness studijih? Kakšna je razlika, na primer? Pri nas pa druge. Ja. Mogoče v vseh teh letih, ko sem delala v različnih centrih in tudi sama zdaj izkusila marsikaj, da gledamo na žensko preveč kot na moškega. Torej, da se gleda samo neka surova moč, ne gleda se pa, kaj vse ženska nosi tudi od zadaj. V smislu, ali je utrujena, ali je po noči spala, ali ima majhnega otroka, kaj jo čaka še vse popoldan. In večkrat zmanjka te neke energije tudi za trening. Tako da, mogoče iz tega vidika, da se vpraša, hej, kako si danes? In če reče vrhunsko, jo bomo zmatrali. Se pravi, da dosežemo nek napredek. Če pa reče, tako sem zmozgana, da komi živim, je pa treba tudi vadbo prilagoditi, da je malo bolj nežna, da se jo podpre, ne še dodatno izčrpa. Ja. Kaj pa bi rekla, da si se naučila o ženskah, ko mogoče prej nisi vedela, preden si odprla studio? Zdaj imaš neki ful let izkušenj, dela z ženskami vsak dan. Kaj so tiste stvari, ko so te moč najbolj presenetile, kaj prej si nisi mislila? Da so, ali pa da smo ženske močnejše, kakor v resnici izgledamo. V kakšnem smislu si to misliš? Močnejše, fizično močnejše? Ali tako? Oboje, fizično in pa mentalno. Da zmoremo veliko več pritiska in nekega stresa, kakor ga bi mogoče moški v določeni situaciji, in tudi pomoči. Da določena včasih misli, pa ne moram jaz narediti, ne vem, sklec ali pa karkoli. Pa potem, mogoče prvi uri res ne, s časom potem zelo hitro napreduje in gotovi, da je močna, da mogoče je imela nek predsodek ali pa ni imela neke prave tehnike, s katero bi to določeno vajo izvajala. Zanimivo, ja. Vse bi rekla, da je res, ne? Se tudi ti sama verjetno vidiš pri Hyroxu, ko se ti mogoče včasih zdi nemogoče. Ja, pa pol vse gre, ne? S pravim nekim pristopom. Ja, pa to se mi zdi, da je res pomembno, da se posluša ženske, a ne? V kakšni fazi cikla so, v kakšni fazi življenja so, a ne? In da se to upošteva, ker se mi zdi pri nekih napisanih treningih naprej ali pa pri nekih tak fitness treningih se to velikrat pozabi, no? Se to pač ne gre v ospredje, je pač tisto, da moramo vsi to narediti, to je to, ne glede na to, kje si ti trenutno, ne? Ja, ker včasih pride kakšna poleti, ne vem, 5-10 minut zamuja, pa jaz se spomnim sebe včasih, sem bila res stroga. Zamuješ, dajmo neka kazen. Zdaj pa zakaj? Verjetno zamuja zaradi nekoga ali neki. Verjetno mogla, ne vem, še otroka stuširati, prednje prišla sem, je mogla, ne vem, še perilo dati. Mogoče bi res lahko kako minuto prej, ampak verjetno je tudi nek razlog zadnji, da ima tako natempirano vse. Tako dajmo ji pomagati, ne jo še tu kaznovati. Zdaj pa še malo zanima osebno, tako lani je zdaj že si se poročila, zdaj že lani, 5 let nazaj si v bistvu rodila. Kako združuješ vse te v bistvu vloge, podjetnice, fizioterapevtke, mame, žene? Tako, kako se organiziraš dan? Je kar zanimivo. Moram reči, da so boljši dnevi, pa da so slabši dnevi. In da sem mogoče se zdaj nekako naučila pa sprejela,
da ne morem vedno biti perfektna in žena in mama in v službi, ampak da so določeni tudi tedni, ko dam lahko več fokusa v službi, takrat naredimo, ne vem, neke premike, rast, potem si pa vzamem dan, 2, 3, tudi teden, da dam zopet malo več fokusa doma, ker vem, da me moj mali škratek tudi on rabi in mi to tudi zna zelo veliko pokazati, in me na nek način tudi zna ustaviti in mi pokazati, v redu je. Tudi če ni vedno 100% vse posod, je ok, ker včasih sem tak, nisem še naredila to, in sem delala tudi do 2, 3 zjutraj, se ob 5 ustala in nadaljevala svoj dan. Zdaj si pa pač priznam, da sem tudi jaz sem človek in da ko bo. Pa si perfekcionistka drugače. Ja, tako da Da je pa to kriziva, ne? se učim, no, tudi te stvari malo spuščati. Bom rekla, da sem na dobri poti, ampak sem pa še daleč od tam, kjer bi si želela biti. No. Ja. Pa imaš daj tako slabo vest, ne vem, ali da premalo delaš za biznis, ali da si premalo z otrokom, tako, veš, tisto, ko mame ponavadi, ko bi rad to, pa to, imaš pa malo slabo vest, ker nisi tam, pa malo slabo vest, ker si tam, tako. Po mojem vsak teden ali pa parkrat na teden. okay. Da, ja. Smo bolj vsi tam, ne? Tako da, če obstaja kak recept. Ja, ne vem, če jaz ga nimam. Ja. Katera od teh vlog, ki jih imaš, pa bi rekla, da te najbolj uči potrpežljivosti, oziroma da te največ uči? Biti mama, zagotovo. Zakaj bi rekla to? Glih danes po noči je bila ena taka situacija, ko je ta mali sestav in sred noči in je rekel, da bi šel na WC, naj mu prinesem kahlico. Star bo 5 let, sam gre lahko po kahlico, sam gre lahko na WC. In sva se dajala, kdo bo, ali bom jaz, ali bo on. No, nisem popustila, šel je on, sam na WC in prišel nazaj in je rekel, zdaj bi pa še pil. Ampak tokrat sem pa potem jaz popustila in mu šla po kozarec vode, da je pil. Tudi tu se še učim. Ja. Kje je tista meja, ne? Ja. Kdaj popustiti, pa kdaj ne? Pa tudi kako hraniti živce, ker včasih je res. V službi se pa to res redko kdaj zgodi, ker se mi zdi, da se ne sme zgoditi. No. Da, ampak ja, moj mali škrat je tisti, ki me uči. Potrpežljivosti. Ja. In pogajanji teh stvari, ne? Predvsem pogajanja. Pogajam, ja. Zmesi, da vsak dan sem pogajamo po dnevu. Ok. Pa bi šla še malo veliko dela z nosečnicami, pa mamicami po porodu, pa bi se še malo tega področja, ker je ful zanimivo, ker je veliko poslušalk tudi v tej vlogi. Pa me zanima, kateri miti o nosečnosti ali pa obdobju po porodu so po tvojem mnenju še vedno najbolj prisotni? Torej, mite, dajmo razbiti mite. Ok. En tak res banalni, za katerega sem prvič slišala, je, da nosečnica ne sme dvigniti rok nad glavo. Aha. Tega jaz še prej nikoli nisem slišala. Prišla je ena stranka do mene in rekla, da te vaje ne sme delati, ker so ji pač nekje rekli, da je to nevarno. No, to ni res, ta mit ne drži. Vsi lahko dvigamo roke nad glavo, tudi če si noseča, vzameš šalico iz omare. Oni so verjetno mislili z vidika tudi diastaze in vse skupaj, ampak če ne delamo vaje, tudi da dvignemo roke nad glavo, da se zakrčimo celitek, je potem še slabša. To je mogoče en izmed mitov. Potem en mit, ko ga prepogosto slišim, je, da je uhajanje urina po porodu normalno. No, to ni normalno. Če se navežem še na to naprej, nekaj časa nazaj sem govorila z eno in mi je rekla, ja, uhajam, ampak si tako uhajal sem, si dam vložek in je to. Zakaj pa to ni normalno, mislim? To ni normalno. To kaže, da neko motnjo, torej nek sistem v telesu je podrt, da je do tega prišlo. Zdaj v nosečnosti se poveča pritisk v trebušni steni, tudi na medenično dno zaradi rasti ploda. Tudi če gre za carski rez, so spremembe na medeničnem dnu. Če gre za vaginalni porod, so še toliko večje, ker se morajo mišice toliko raztegniti, se pravi, da pride do poroda. In potem medenično dno lahko ostane raztegnjeno. In če je raztegnjeno, ne nudi dovolj podpore in maternici, in sečnici, sečnemu mehurju, potem prebavilom in tako naprej in vse skupaj se ruši. V nosečnosti se tudi, ker plod raste, poveča pritisk tudi na prsni koš. Teda včasih se zgodi, da se ženska prsnica in vse skupaj zaradi fascij ne spusti in je ta povečan pritisk še vedno prisoten. Teda mogoče ni težava na medeničnem dnu, ampak je višje gor. In če se ta stvar ne reši, pa na začetku mogoče ohaja sem tu pa tam,
potem kasneje lahko uhajaš že ves čas ali pa se pojavijo še bolečine v križu. Tako da gre za nek sistematičen problem, ki se lahko s časoma še poslabša. In kaj pa lahko mi naredimo v tem primeru, če imamo take težave? Ja, vsekakor priporočam pregled pri fizioterapevtki za medenično dno, to sem tudi jaz, med drugim, da se naredi ocena, torej da se vidi, kje je dejansko težava. Ali je težava v medeničnem dnu, ali je težava v trebušni steni, se pravi, nekateri imajo res zelo veliko diastazo, ampak sama diastaza niti ni problem, ampak je vmes taka vezivna opna, ki se imenuje linea alba, in če ni čvrsta, se pravi, da je mehko, tako nek puding, predstavljaj si, da ti še tečeš, nekaj dviguješ, tu ni dobene podpore na ledvenem delu. Teda je fajn narediti oceno, se videti in potem se določi tudi terapija. A terapija, to so v bistvu pol neke vaje, ali kako izgleda terapija? To je miks, torej odvisno zdaj, kje je problem, ker je pa tudi čedalje več težav, da imamo, tudi sama izmed njih sem ta, prezakrčeno medenično dno, zaradi vsega stresa. Torej nekateri dajo stres gor na rame, pa jih boli vrat, ramenski obroč, nekatera medenično dno, ali pa če vlečejo popek ves čas noter. In se treba te stvari naučiti, se pravi, da znajo sprostiti medenično dno ali pa ga krepiti. Se pravi, to so vaje. Zdaj, če so bile med porodom kakšne raztrganine, recimo presredka, je treba to sproščati. To so pol manualne obravnave, s katerimi se te brazgotine sproščajo. Teda različne težave so, tudi moški imajo težave s tem, teda nismo samo me ženske. Pa tudi recimo potem kasneje se lahko pojavi kakšni hemoroidi. V glavnem, stvari se povezujejo med seboj. A še kak mit, katerega si hodila razbiti? Kaj je še kaj takega? Imaš ti kako idejo? Zdaj si me pa dobila. Kaj si ponovili? Aha, ok, sem se spomnila. Da nosečnica ne sme dvigniti več kot 5 kg. Aha, ja, to je tak klasični. To je tak klasični. Tudi so nas celo učili na varni vadbi za nosečnost, ko sem jo pač delala. In pa sem jaz vprašala, ok, v redu, kaj pa če ima ona že otroka odprej, pa je drugič noseča. Pa ta otrok ima vsaj 5-6 kg. Ali pa 10. Ali pa 10, ali pa še več. Pa itak ga moraš kdaj dvigniti, ali pa obleči, ali pa kakorkoli. In so rekli, ja, to je izjema. Ja, ne, ni izjema. Pač tek je v real lifeu, teda nosečnice lahko dvigujejo, tudi v fitnessu, če je bila aktivna tudi pred nosečnostjo, lahko dviguje več kot 5 kg, tudi več kot 10 kg, ampak vse je odvisno od priprave prej. Teda je vsaki svetujem, bodite aktivne, pred nosečnostjo, med nosečnostjo, če vam zdravje le dopušča, in tudi potem je zelo pomembno pravilen vrstni red tudi potem po porodu. Ker še vedno se mi zdi, pri nas za ženskah obstajajo neki pritiski, po porodu moram čim prej dobro nazaj. Ja, pa moram dobro izgledati, pa moram imeti ravn trebušček. Ja, ni to tako, pomembno je, da si ti v redu, da nimaš bolečin, in pa da pustiš tkivu, da se zaceli. Kaj ti pa predlagaš, koliko časa po porodu se lahko vrnemo na vadbo, začnemo stvari normalno delati? Odvisno, kak je bil porod, in tudi odvisno, kakšna je bila nosečnost. Ampak jaz vsem mojim nosečnicam svetujem, da začnejo z vadbo v bistvu že v porodnišnici. Takoj po porodu. In to so dihalne vaje. Torej, da se jih uči zopet dihanje v rebrni lok, diafragmo. Če so bile recimo prerezane, šivane, tudi nežni stiski medeničnega dna, da se prekrvavi presredek. In tako naprej. Tako da dihalne vaje že v porodnišnici. Potem pa s časom, potem kakšne vaje za gibljivost, torej za odpiranje prsnega koša, kolkov in tako naprej. Po 6 tednih, ko pa ginekolog da zeleno luč, pa potem počasi nazaj. Se pravi, da začne krepiti globoke stabilizatorje in pa tudi ostale mišične skupine. Pa je kakšna razlika, ne vem, če si bil ti med nosečnostjo ful aktiven, pa ful pač športov, pa če nisi, glede na to, kako hitro se lahko pol nazaj vrneš? Ja, je razlika. Pri večini verjetno so kakšne izjeme, ampak če si predstavljaš, da imaš ti neko rizično nosečnost, da moraš celo nosečnost biti v postelji, tudi opade mišična masa, moč opade, vse se pozna. Tudi večinoma je ženske potem strah, tudi potem po porodu. Medtem ko tiste, ki so aktivne, ki telovadijo. Zdaj imam eno, ko je 3. noseča,
In je rekla, Neža, če bi jaz vedela, kako je fajn pri vas, pa če bi jaz vedela, da je to varno in kako se jaz s vami počutim, Ana, da je žal, da že v prvi in drugi nosečnosti ni bila aktivna, ker je bilo strah. Ker so vsi rekli, ne, pa zdaj moraš počivati, pa moraš paziti na sebe. Ja, je treba paziti na sebe, ampak gibati se pa vse moramo. Moraš, ja. Si porabiš veliko mišic, ko imaš otroka. Ja. In tudi sam porod je v bistvu tudi fizično naporna stvar, ne? Ni tako enostavno. Tako da ja. Pa vem, da je še bilo, da ženske ne smejo pol po porodu počepo delati. To se spomnim, da bo tudi nek sem enkrat prebrala. Da ne bi smela počepo. In pa sem nekako, zdaj dol se znagnem, če ne smem počepo narediti, veš. Ne, to je še eden izmed mitov. Ja. Kaj se v telesu ženske po nosečnosti in po porodu dejansko zgodi, česar pogosto sploh mi mogoče ne vemo? Ja, ponavadi opazimo vse tiste kile, ki so se nabrale, pa mogoče kakšne strije, take stvari opazimo. Ja, to vidimo. To vidimo, ja. Ostale stvari pa si rečem, mogoče nekatere ne vejo za njih, mogoče se ne vidijo in ker se ne vidijo, niso pomembne, ampak zagotovo se spremeni marsikaj. In sicer spremeni se hormonska slika. Tudi v nosečnosti prsa zrastejo, mleko se nastaja in potem z dojenjem se tudi sprošča oksitocin, to je hormon, potem relaksin rabimo, tudi pri porodu, da se čim bolj se tkiva zmehčajo. In potem tkiva niso tako čvrsta, ko so bila pred nosečnostjo. Torej, dihanje se spremeni, torej sam dihalni vzorec. Prej dihamo recimo diafragmalno, lepo trebuh se premika v nosečnosti, ko je plod, ne moreš dihati, začneš dihati prsno. Potem se spremeni samo težišče. Tudi verjetno se spomniš, ko si bila noseča, je bila zadnjica malo bolj nazaj, ti si bila nagnjena naprej. Tako da marsikaj se spreminja. Tako da po porodu se znova začnemo potem učiti, kako se hodi, kako se gibljemo, dihanje, te stvari. Zanimivo, ja. Se fajn, da se o tem govori, ker sem zdaj premali in pol ne veš, enostavno tega sploh ne veš. Vse se ti zdi, se v enem mestu, pa se isto, kot prej pa ni. Ne, ni. Tudi vezilno tkivo ni še čvrsto. Tudi ko sem prej imela medenično dno, se raztegnalo. Ni se še vrnilo nazaj. Nekateri celo pravijo, da traja nekje, ko ženska neha dojiti, še kako leto, da se hormoni čisto uskladijo nazaj v tisti prvotni ali pa nek začetni del, tako je bilo prej. Teda odvisno to, koliko časa ženska doji. Zdaj, če doji 1 mesec ali ne doji, je to malo hitreje, kakor pri tistih, ki doji dlje. Ja, ko so bolj dlje hormoni prisotni. Tako. Zakaj bolečine, uhajne urine sva že rekli, ali pa občutek teže niso normalni, čeprav so v bistvu zelo pogosti? Ja, to sem tudi že prej omenila. Kaže se za neke stvari, ki v telesu niso tako, kot bi mogle biti. Torej, nekaj se ruši. In uhajanje urina je mogoče nek prvi znak. Pa čeprav si mogoče rečeš, sej ni velik, sej bože. Se lahko kasneje potem pojavljajo še bolečine v kolkih, bolečine v križu, bolečine v kolenu. Ker mogoče, če si predstavljaš medenično dno, recimo, da je šibko, in ti začneš še teči. Sčasoma ni to kapljic, par kapljic, ampak potem začne kar teči in kihneš in se vlije. Del svoje prakse sem opravljala v porodnišnici v Ljubljani in ko sem videla vse te primere žensk, ki so po 20-30 letih prišle, povedale svoje zgodbe, da recimo tudi da ne morejo z otroci na igrišče, ker ne ve, ali bo prav čas prišla do stranišča, ali bo šlo. In to so res težke stvari. Ali pa potem določene se pri porodu močno raztrgajo in potem tudi spolnost ni več taka, kot bi lahko bila. Ampak obstajajo stvari, obstajajo terapije, da se pomaga, da se vrne zopet kakovost življenja nazaj. Ampak pomembno je, da teh prvih nekih znakov ne ignoriramo, ampak da se odločimo in da bomo zavestno rešili. Tudi jaz sama večkrat povem, čeprav sem že 5 let od poroda, še vedno hodim tudi sama na terapijo za medenično dno
In sem vzela pač v zakup. Ok, rodila sem, to je nekaj, kar pač bo imela, ampak hvala Bogu se da pomagati. Ja. Kako pa v bistvu začeti iskati pomoč? Ok, ti si tukaj v Velenju, ja, ampak na kak način, a veš, na koga se ženske obrnejo v tem primeru, ko ima kako težavo, kaj ti priporočaš? Ja, ponavadi se ženske obrnejo na ginekologa. Zdaj, nekateri ginekologi so zelo izobraženi na tem področju in znajo svetovati, določeni pa reče, si v redu. Se zgleda, to je vse v redu. normalno, ja. Ja. Tako da v tem primeru, razen to, da smo same toliko osveščene, Ja, poiskati prave informacije. tako, ni druge. No. Ampak se mi zdi, da se zadnje čase v tem malo več govori, tako da je tudi malo več dostopnih informacij. Je pa tudi res, da je čedalje več tudi teh nekih online programov, kjer nudijo vadbe za medenično dno in tako naprej. Ampak določene imajo potem še večje težave. Okay. Ker recimo, ne vem, glizanj sem na TikToku zasledila, naredi vaje za medenično dno z mano. In je ona štela in kazala te stiske. Ampak, če ima neka ženska zakrčeno medenično dno in bo še dodatno delala vaje samo za krepitev, recimo tako biceps. Če ti delaš sem vaje za biceps, torej sem krčiš, nič pa ne raztezaš, bo stal biceps pokrčen. Torej ne boš niti mogla šalce poreti in piti. Ja, stegniti Isto je z roke. medeničnim dnom. Zato pravim, dejte vsaj prvič iti na pregled, da se vidi, kje je težava, potem pa lahko ali online, ali v živo, kakorkoli, ali sama delaš, obstajajo tudi pripomočki, en se imenuje Perifit, se ustavi in lahko prek aplikacije sama treniraš medenično dno. Tako da, ja, veliko stvari obstaja. Ja, očitno, ja, ne vem, nisem toliko na tem področju. Za na koncu je tako zanimivo vprašanje zate in sicer, kdaj po tvojem mnenju pride trenutek, ko se mora ženska nehati dokazovati in začeti skrbeti zase? Ta trenutek bi mogel biti včeraj. Čim prej. Torej. Ja. Ampak pogosto vedno čakamo, da pride do neke točke, da se nekaj podre, da rečemo, zdaj pa moram nekaj spremeniti. Preveč pogosto se želimo dokazovati, ne vem, da imamo čim boljšo plačo, da dobimo priznanje, da napredujemo v službi. Ampak v bistvu, enkrat, ko priješ do točke, ko ugotoviš, da če ne postaviš sebe na prvo mesto, ti nič od tega ne prinese neke sreče ali pa koristi, ampak jaz sem tvoj najboljši prijatelj kortizol, torej stresni hormon in običajno potem same, tudi jaz sem ena izmed njih, počasi se učim, da ne bom, nimamo niti energije za vadbo, za sprehode, za otroke, ampak smo ves čas utrujene. Teda, kaj bi res vam položila na srce je, vzamite si vsaj pol ure na dan, pejte na sprehod, bodite z otroci ali pa si vsaj pripravi nek zdrav obrok. Nekaj za sebe. Nekaj za sebe, ja. Ja. Zdaj imam še eno vprašanje, tako da moram to še zdaj vprašati, preden zaključiva. Kaj pa druga skrajnost, torej, da ne vem, preveč treniraš? Ja, to je pa druga skrajnost. Zdaj zopet odvisno, ali si ti samo športnica, to je en vidik. Torej, če si ti vrhunska športnica. Ok, to je drugo, ja. Tako, ja. Običajno, zdaj tebe malo gledam, Nastja. Tisti, ki ne veste, koliko treningov na teden imaš, Nastja? 5. Pa stresa nimaš velika, ne? Ne. Tako da mogoče bi Nastja imela tudi pol kak nasvet, ampak ne, zelo pomembno je usklajevanje. Če imaš ti doma neko podporo, se pravi, da lahko tvoj partner, mama, babica pomaga, ne vem, da imaš ti vsaj prehrano, da imaš hrano skuhano, da imaš neko varstvo za otroka, da imaš ti dejansko čas in energijo, pa zelo pomembna stvar je, da spiš po noči, potem imaš ti to energijo, da treniraš, da delaš treninge vsak dan. Če pa ti te energije nimaš, pa slej ko prej pride do ali izgorelosti ali pa do nekih kroničnih težav. Večinoma se pojavi to težave s ščitnico, povišen holesterol, sladkorna bolezen ali pa neke bolečine v križu, kolenih, kakšna vnetja. Teda telo nam sporoča, samo pomembno je, da ga poslušamo. Ja. Torej, v bistvu vse takrat odločiti, ko si pripravljen. Ja. Ja. Ampak bi rekla, da če bi mogla zbirati, kaj je najbolj pomembno, če gledamo zdaj z vidika spanja, gibanja, prehrane, kako misliš, da bi mogel biti neki vrstni red? Torej, če imaš spanje, pol greš na gibanje. A veš, kaj mislim? Ja, jaz bi dala na prvo mesto spanje.
Torej, to je osnova za vse naprej. Potem na drugo mesto bi dala prehrano, ker tudi če je v redu prehrana, potem imaš ti energijo za gibanje, za delo in tako naprej. Na tretje mesto bi dala pa gibanje. Okay. Ker tudi gibanje je zelo pomembno, ampak brez spanja, pa ustrezne prehrane. Nimaš energije. Nimaš energije, niti gibanje. Tako. Ker včasih reče, se bom jedel, ne vem, pač slabe stvari, bom malo pomfri, burgerje, pa te stvari, pa bom ful treniral, pa bom fit. Ne gre tako. Ne boš. Tako da, to je moj vrstni red in vsaki stranki istega poveš. Istega povem. Neža, hvala, zelo super pogovor, sproščen, veliko koristnih informacij, tako da se vidimo na treningu. Tako, hvala Nastja za povabilo.